Lep dober večer, prisrčen pozdrav vsem, posebno tistim, ki ste bili pred 20 leti v Cankarjevem domu. Seveda ta dogodek ni moral iti mimo takratne oblasti, zato želim obdelati samo nek segment, v celoti bomo tako pa tako že danes slišali precej o zgodovinskih dogodkih in teh stvareh. 20. obletnica SDS je velik praznik ne samo za naše člane, temveč za večino slovenskega naroda, ki se nedvomno zaveda, da brez uvedbe večstrankarskega sistema ne bi bilo svobodnih volitev, brez njih pa ne parlamentarne demokracije, ki je šele omogočila plebiscit in osvojitev Slovenije. Ko govorimo danes o SDS, pa zgodovinsko gledano ne moremo in ne smemo pozabiti velike litostrojske stavke, ki se je dogajala med 9. in 15. decembrom 87. leta, torej 14 mesecev pred ustanovitvijo Socialdemokratske zveze Slovenije, ki se je kasneje preimenovala v SDS. Kaj pa se je tako posebnega zgodilo 15. decembra 87? Zgodovinarji so na to letnico skoraj da pozabili. Omenjajo le še v zvezi s 57. številko Nove revije. Ne razumem, zakaj takšna ignoranca. Na ta dan se je namreč zgodilo nekaj prelomnega v komunističnem svetu, zato se o tem dogodku poročale večino svetovnih tiskovnih agencij. O njem so razpravljali v centralnih komitejih komunističnih partij, komunistični režimi širom Evrope so spoznali, da izgubljajo tla pod nogami, saj se to, kar se je zgodilo v Jugoslaviji, lahko že jutri zgodi tudi pri njih. Da stavkajoči delavci poleg neodvisnih sindikatov ustanovijo tudi opozicijsko stranko. Prav to se je pa zgodilo v Ljubljani. Oblast se je v sredo 9. decembra 87 prvič po vojni srečala z izzivom, ki ga ni zmogla obvladati. Ob silovitih demonstracijah tisočih štrajkajočih delavcev pred zgradbo skupščine SRS in nato še ob vdoru množic v Cankarjev dom, v katerem smo izvolili stavkovni odbor, kritično spregovorili o enopartijskem sistemu in izrekli nezaupnico partijskemu sindikatu, se je dotedaj vsemogočna partijska struktura začela podirati. Oblast pa seveda ni slutila, kaj se bo zgodilo 6 dni kasneje, 15. decembra 87. Če bi vedela, bi ta dan marsikdo od nas dočakal v zaporu. Tako pa je bil na izrednem zboru prek 4000 štrajkajočih delavcev ustanovljen iniciativni odbor Socialdemokratske zveze Slovenije, prve stranke v povojni Jugoslaviji in tudi v vzhodnem bloku, ki naj bi do prvih svobodnih volitev delovala kot opozicijska stranka Zvezi komunistov Slovenije. Za predsednika smo izvolili dr. Franceta Bučarja. Znano je, da Bučar mesto predsednika kasneje ni sprejel. Od novorevijašev je edino dr. Jože Pučnik vstopil v iniciativni odbor SDS. Danes je v Evropi razširjeno mnenje, da ima za padec Berlinskega zidu največ zasluh poljska solidarnost. Resnica pa je ta, da je solidarnost v vzhodnem bloku ponovno uvedla le sindikalni pluralizem. Kot je znano, je bila solidarnost leta 87 še v globoki ilegali, njeno vodstvo pa je bilo v zaporih. In kako je na ustanovitev SDZS oziroma iniciativnega odbora reagirala tedanja oblast? Najbolj se je počutila ogrožena JLA, saj je že mesec dni kasneje komanda 5. armadne območja izdala zloglasni tajni dokument, ki ga je podpisal general Svetozar Višnjič in zaradi katerega je bila aretirana 4. Od tu dalje pa je zgodovinski potek o delovanju
Bavčarjevega odbora o ustanavljanju strank Demosa in osamosvojitve Slovenije vsaj do neke mere objektiven. Iniciativni odbor SDZS oziroma kasneje SDS je tista stranka, ki je v partijskem enoumju prebijala led in kazala pot tudi drugim strankam, da smo lahko skupaj ustvarili to, kar imamo danes. Na koncu, dragi prijatelji, čutim prijetno dolžnost, da se kot prvi predsednik SDZS zahvalim nekaterim sopotnikom tistega časa. Prva zahvala, boljše bi bilo, če tukaj govorim. Prva zahvala velja takratnim litostrojskim kolegom, ki so omogočili storitev prvega koraka. Med njimi so bili zelo aktivni Roman Pogačar, Tomaž Grubar, Brane Biščak, Milan Svetelj in še nekateri. Od vsega začetka so sodelovali Igor Podbrežnik, Andrej Magajna, Jože Pučnik, Gorazd Drevenšek, pokojna Katja Boh in Uroš Šušteršič. Posebej se zahvaljujem tudi Dimitriju Ruplu za uspešno sodelovanje naših obeh strank. Največja zahvala pa gre Janezu Janši, ki mu je s svojim sodelavci z neumornim trudom uspelo, da je SDS danes postala največja stranka. Hvala lepa.